Zdaj čas za kakšno šalo, kako smo že utrujeni, ampak saj samo še to preživimo, pa bo čas za kosilo. Torej, v tej predstavitvi bova en del bom govoril jaz, en del bo predstavila Edisa. Bova najprej predstavila stanje, to je stanje, ki sva ga objavila, je nekako zajema čas do tretje četrtine letošnjega leta, potem nek razvoj, ki se je zgodil zdaj v zadnjič, torej od 8. novembra, zato vem tisti datum, in nekako prihodnost, zdaj je to leto 2024 ali kaj naprej. Tako da bova najprej bom jaz govoril o izsledkih analize uporabe klepetalnikov za generiranje znanstvenih besedil z področja humanistike in predvsem želim pokazati nekaj tipičnih primerov, na kaj moramo biti pozorni, ker tako kot tudi danes ta debata, tako se večina debat, ki sem jih jaz zasledil, odvija na precej splošni ravni, ne. Vsi vemo, da dobimo neke odgovore, ki deloma so točni, imajo neke napake, ampak podrobnost je, hudič je v podrobnostih, kot se reče. In na koncu bova predstavila klepetalnik kot analitično orodje. Torej, če gremo kar k pisanju znanstvenih člankov z umetno inteligenco, to smo zdaj že v podelčkih ali pa tudi v kosu že v 2-3 predavanjih dvakrat slišali, tako da se že uporabljajo, seveda, predvsem kot orodje za organiziranje gradiva, lektoriranje, pisanje osnutkov ter povzetkov in da seveda v zelo kratkem času, ali pa se to že dogaja, pravzaprav lahko pričakujemo eksplozijo uporabe, kar zahteva dogovor o nadzoru za zagotovitev varne, učinkovite in etične ter odgovorne uporabe, torej to, kar smo ravnokar poslušali. Ampak vsaj najino mnenje je tako, da ta dogovor in tak nadzor pa lahko dosežemo le z globljim razumevanjem klepetalnikov in to globlje razumevanje pa dosežemo z enim rednim sistematičnim testiranjem. In zdaj, kako testiramo izdelke umetne inteligence oziroma kakovost teh orodij na splošno, ne. V strojnem učenju se kakovost teh orodij ocenjuje z uporabo nekih standardnih referenčnih podatkovnih zbirk, ki so neodvisne od učnih podatkov in tako lahko ločimo tisto, kar se je ta konkretna orodje naučilo ali pa tisto, kar producira. Ampak ta metoda ni primerna za testiranje sodobnih klepetalnikov, ker prvič imajo samo lastniki klepetalnikov dostop do vseh potrebnih podatkov. Njihova in temeljna značilnost teh klepetalnikov je, da so vsevedi, torej ni enega resnega podatkovnega korpusa, ki ga ne bi že uporabili, ko so učili model. In predvsem, ker nas na tej točki ne zanima več, koliko odstotkov je kateri model boljši od prejšnjega, ampak nas zanima, kako dobro opravlja človeške naloge. In zato seveda potrebujemo metode, ki so bližje tradicionalni psihologiji in raziskujejo človeško ustvarjalnost in radovednost. Seveda na tem področju testiranja klepetalnikov za znanstveno pisanje obstaja že kar nekaj člankov. Zaenkrat so usmerjeni pretežno na področje medicine, biokemije in sorodnih ved in nekako v zadnjem mesecu, 2 je ogromno člankov na temo uporabe v pedagoških procesih. Večinoma, kar smo tudi danes že slišali, upoštevan samo ChatGPT in to brez navedbe podrobnosti. Torej, niti to ne je ChatGPT 3.5, niti to je ChatGPT 4, pri čemer mi rečemo ChatGPT 4, ampak vmes ChatGPT 4, ko je prišel, pa danes je, da ne bomo pretiravali, recimo 50% razlike. In mi kot uporabniki tega podatka nimamo, tako da ne vemo, s katero verzijo smo delali, zato sva midva tukaj, na primer, sva uporabljala datume. Vse, kar lahko naredimo, je, da rečemo, to je bilo narejeno s tem klepetalnikom na ta dan. Kljub tem člankom neka splošno sprejeta metodologija za testiranje še ne obstaja, zato sva midva v tem članku, ki je bil objavljen v reviji Future Internet, razvila eno ponovljivo in preverljivo metodo in s to metodo testirala uje klepetalnike, kot bi ocenjevala delo človeka.
Preizkus je bil izveden specifično za humanistiko in po najnem vedenju je to prvi zaenkrat edini tak. In seveda zaradi omejenih človeških virov, sva pač samo dva, sva lahko predelala samo en študijski primer, sva pa skušala, seveda je to iz najine stroke, sva pa skušala izbrati taga, ki je čim bolj širok in zato ta najin zajema arheologijo, zgodovinopisje, lingvistiko in genetske študije. In zanimala naju je sposobnost klepetalnikov, da prvič, kako dobri so pri tem, da generirajo pravilne odgovore na kompleksna znanstvena vprašanja v humanistiki. Ostalega, ne, samo zato sem to omenil, ker je ravno predhodnik o tem govoril, je lahko povsem drugačna, je to zdaj 25% pravilnega, je 25% napačnega, zato moramo to poznati, ne. In druga, kako dobri so pri tem, da generirajo izvirno znanstveno vsebino. Testirala sva 6 klepetalnikov, poleg vseh znanih ChatGPT-ov, tudi Bing, Bard, Claude 2, Aria. Testirala sva tudi 2 vtičnika, med drugim tudi Scholar AI, ki pa sta v bistvu, jih tukaj niti ne predstavljava, ker sta že tako, ju je že čas povozil, no. Zdaj ne bomo šli v podrobnosti, kaj kateri klepetalnik, ampak par besed vseeno na to temo. Ta eksplozija, ki se je zgodila okrog leta 2020, do nas navadnih smrtnikov pa prišla seveda lani, se je zgodila z rastjo teh modelov, velikih jezikovnih modelov. In ta skok, ki je bil, ta eureka moment je bil ChatGPT-3, in takrat se je začela ena dirka za velikostjo modelov. In kot vidimo, tudi tukaj ni predstavljen ta najnovejši Googlov, ki je bil predstavljen javnosti prejšnji teden, vendar okej. Ampak že ChatGPT-4 rast teh modelov presega krivuljo eksponentne rasti, ne. In tako, da v tem ocenjevanju ne moramo vedeti, da je tukaj ogromna razlika med ChatGPT-4 in vsemi ostalimi v njihovem delovanju ali pa v tem, kaj oni so. Zdaj bomo pa videli, kaj pa to pomeni za nas, ne. No, in zdaj, kot rečeno, ta naš najin test je bil vseeno v končni fazi tak človeku razumljiv, torej zastavila sva 2 znanstveni vprašanji, vsakemu od teh klepetalnikov in seveda delala sva v angleščini. Zakaj seveda? Zaradi tega, ker če seveda lahko delaš s katerimkoli jezikom, ampak s tem uvedeš dodaten filter v test, ne. S tem zraven testiraš še, kako dober je kateri izmed klepetalnikov v prevajanju jezikov in s tem si v bistvu podatek, se ti zamegli podatek. No, in prvo vprašanje je bilo znanstvena razlaga za migracijo južnih Slovanov v zgodnjem srednjem veku. Zdaj, to vprašanje sva zastavila tako, je dovolj natančno, da ni eno teh splošnih, kaj je Pitagorov izrek, za katere vemo, da so odgovori teh klepetalnikov perfektni, ne, ker imajo milijone odgovorov na razpolago. Ampak po drugi strani je pa to širše od naših obeh vprašanj, se pravi, južni Slovani je enako približno balkanski polotok, to pomeni, da je to področje, v katerem je relevantnih recimo do 50 člankov na leto relevantnih napisanih, ne. Se pravi, no, dočim drugo vprašanje, kakšna je pa zdaj razlaga za poselitev alpskih Slovanov, je pa zelo specifično, alpski Slovani pa pomeni Slovenija in del Avstrije in tudi s tem imenom se zelo redko pojavlja. Hkrati pa je bil, no, to bomo preskočili, ker ni več relevantno. Torej, 2 nivoja s temi 2 vprašanji. In zdaj metoda, kako sva merila, ne, pravilnost odgovorov sva ocenjevala, kot bi ocenjevala študente, izvirno znanstveno vsebino pa sva ocenjevala, kot bi recenzirala znanstveni članek. Ampak ta analiza je bila, zdaj za razliko od večine ostalega, kar smo danes slišali, na ravni posamezne besede, ne. Kar pomeni, da sva vse te generirane odgovore od
od vseh klepetalnikov sva ocenila, tako sva skupaj označila pač nekaj čez 20.000 besed. In vsak je najprej besedilo označil samostojno, nato pa sva pripravila kot eno skupno poročilo, consensus report, saj večinoma ni bilo veliko nesoglasij tako. In to skupno poročilo je bila potem podlaga za statistično analizo in je tudi objavljeno kot samostojna priloga. Torej, prvi je ta ocenjevanje pravilnosti, quantitative accuracy, in drugi ocenjevanje te zdaj znanstvene je original scientific contribution oziroma qualitative precision. Pa če gremo kar k nekam primerov, torej to so kategorije, ki sva jih ocenjevala, pravilno, ampak nekako nezadostno, nepreverljivo, z napakami in pač napačno. In če si najprej kot eno linijo, ki jo vsi poznamo, da štartamo iz znanega, pogledamo ChatGPT-3, vidimo, da je zelo malo rumenega, torej to je tisto, kar je na nivoju odgovora človeka, ampak človeka, ki je raziskovalec, specialist za to področje. Kar pomeni, da tudi te zeleni, ki so pravilni, ampak češ ne dovolj dobri, so hudičevo dobri, ne? Za splošne potrebe. Ampak, ker nas zanima za raziskovalne potrebe, je to tako. No in potem rdeča seveda napake, in če en tipičen primerek te, ali pa če začnemo s pozitivnimi, ne, ta prvi stavek mogoče se zdi trivialno, da je to kot pravilno. Migration of South Slavs during the early Middle Ages is a complex phenomenon. Ampak večino člankov, če jih boste šli brati, ni to v vsakem članku tako jasno povedano, ne. In zato sva to recimo ocenila kot to je pravilno. No in recimo tipična napaka, mass migration played a crucial role, že predpostavlja, da je bila masivna migracija, čeprav o tem obstajajo različne hipoteze in zato je to pač napačno. V znanstvenem besedilu ne moreš začeti s tem kot z dejstvom. Ja, recimo potem ta unverifiable je tipičen primer, the Slavs, they sought to establish new settlements in more fertile and less populated regions such as Balkans. Zdaj ta more fertile je za tisti čas, pač nimamo konkretnih podatkov in se ne da, je nepreverljiva izjava, na primer. No, tukaj je pa recimo with errors, tale v svetlo modri barvi, zelo lep stavek, political upheavals also played a significant role in the migration of the South Slavs in tako naprej, ampak on ima political upheavals in Eastern Europe played significant role in South Slavs, torej napaka in tako naprej, ne. In zdaj, če si pogledamo ChatGPT-4, ki kot najboljši vidimo, da je že po barvah vidimo, ne, da rdeče praktično ni, več je rumene in dejansko sploh ta drugi del je, ja, saj morda niti ne bi tukaj več kot toliko šli v podrobnosti, čeprav sem to obljubljal. Tako da mogoče, vem, ne mislim si, da bo kdo šel zdaj brati te naše priloge za vse skupaj, ampak mogoče, če se jih prinesete in v 4 minutah malo preskrolate, da dobite malo vtis o tem, kakšne vrste napak ali pa pozitivnih. No, tukaj je pa Aria, en klepetalnik, ki je dostopen znotraj, zdaj sem pa že pozabil, a je Firefoxa. Mislim, da znotraj Firefoxa. In v bistvu uporablja enega od modelov ChatGPT-ja, ampak seveda enega, ki si ga oni lahko privoščijo, ne. In ta je pa znatno slabši, vidimo že na prvi pogled, ogromno rdečega, komaj kaj rumenega, je mnogo slabši. No, to je odgovor na vprašanje, ali res Google in OpenAI razvijata umetno inteligenco za vse človeštvo ali samo zase. Je tukaj vprašanje, ne? To je na voljo vsemu človeštvu. Precej slabše kot ChatGPT-4, ne? In zdaj izvirno znanstvenega prispevka, tukaj nas pa najbolj zanima originalnost in ločimo originalni prispevek, derivativen, generičen in nepravilen, torej vse prej, no, tako in
Če si pogledamo, tukaj nima smisla okolišiti, pa gremo kar k najboljšemu, ChatGPT-4, vidimo, da je pač večina je derivativnega, tisto, kar je bilo prej kakršnakoli vrsta napake, je zdaj združeno v eno. In tukaj je z rumeno en stavek, ki je skoraj edina izvirna znanstvena vsebina, kot sva jo midva določila v vsem tukaj eksperimentu, in pravi takole: Furthermore, it's crucial to note that the migration of South Slavs was not a singular event, but rather a series of movements over a few centuries that was likely motivated by a combination of political, economic and environmental factors. Zdaj, to ni novo znanje, to seveda je bilo že marsikje zapisano, zdaj smo pri tem, ampak kljub temu je pa tukaj tako jasno izraženo, da v primerjavi z članki na to temo, ki so jih pač avtorji, ki so jih ljudje napisali, je na tako visokem nivoju, da smo se odločili, da to označiva za izvirno znanstveno vsebino. To je bilo, prej je bilo že omenjeno, da to je primer, ko lahko klepetalnik, ko lahko velik jezikovni model, čeprav samo prelaga obstoječe znanje, obstoječa besedila, eno tako vrsto izvirnega znanstvenega prispevka lahko naredi. Je nekaj, ni pa zdaj, da bi doma opisal. In če zdaj gremo kar na rezultate, najprej točnost, torej kako se je izkazal klepetalnik na izpitu, izdelala sva neko oceno, od odstotkov točnosti sva odštela dvakratno vrednost napačnih odgovorov in sva prišla do teh rezultatov, torej najboljši je ChatGPT-4 in ChatGPT-3 in Bing in Bard so recimo tu nekje, so podobni, močno pa odstopata oba neodvisna, torej Claude 2 in Aria. To je zdaj tisto, kar sem prej rekel, toliko tem, ja. Tudi Claude 3 bo boljši, ampak tudi to ni zdaj tema. No in mogoče vseeno par besed na temo te ocene. Se pravi, tako kot smo midva zastavila, noben klepetalnik ni opravil ocene, najboljši ima -5 tam, nič ali pa +1 bi bilo pa potrebno za pozitivno oceno. Čeprav potem, ko je bilo že objavljeno, pa sva malo še enkrat gledala tako oddaleč, mislim, da bi večina, vsi te do Barda, da bi naredili izpit na ljubljanski fakulteti. Tako da sva bila mogoče malo prestroga. No, zdaj pa tisto, kar pa nas tukaj bolj zanima, znanstvena izvirnost. Zdaj najprej, zakaj je pri človeku samo 64? Kot vsi vemo, članki so zelo različni in močno je odvisno od tega, kakšen članek je in tako naprej, koliko je zdaj res izvirnega. Ampak generalno vzeto, uvod in metoda ne bosta izvirna, bosta derivativna, temu sta namenjena, da povzamemo stanje in potem rezultati, diskusija in zaključek bodo pa izvirna znanstvena vsebina. Tako da v tem besedilu, besedilo, ki sva ga tukaj primerjala, so najini odgovori na to isto vprašanje, je bilo v povprečju 64% inovativne, splošno povprečje tam okrog 50, bi jaz rekel. Se pravi, ko primerjamo klepetalnike, cilj ni 100, to je slab članek, če je 100% izvirne znanstvene vsebine, ker ga nihče ne razume. Dejansko. No in tukaj najboljši je zdaj s temi 11% ChatGPT-4 in saj tukaj v odstotkih se morda še nekaj sliši, ampak to je tisti stavek, ki smo ga prej prebrali. Torej, kot raziskovalci se te klepetalni roboti niso ravno izkazali. Zdaj pa morda nekaj teh tako imenovanih napak pri sklepanju, halucinacij in pristranskosti. Najprej ti izrazi so zelo slabi, saj antropomorfizirajo klepetalnike, ampak to smo videli, če bi morda kdo pozoren na to, že skozi ta predavanja, vsi začnemo s tem, to je orodje, to moramo uporabljati kot orodje, potem sva pa s chatom naredila, ga antropomorfiziramo, se ne morete kakšne bolj enostavne, krajše besede. Počlovečimo, tam mi bo šlo lažje, ga počlovečimo, in s temi izrazi jih prav tako. Ampak kaj so napake pri sklepanju, so nesposobnost klepetalnika, da kritično oceni in poveže vzročno-posledične odnose, halucinacije so trditve, ki niso utemeljene v podatkih
in pristranskosti, bias v angleščini. Tem je bilo doslej posvečeno največ pozornosti, predvsem največ pozornosti pristranskosti, naprimer glede spola, rase, spolne usmeritve. In zdaj si poglejmo en primer besedila našega, pa spet mi je črtica vrgel. Ok, tisto, kar je prečrtano, ok, pozorni smo na tisle del besedila 300 in 700, torej Late Antique Little Ice Age pravi ChatGPT-4 in tudi BARD podobno, je obdobje med 300 in 700, dočim on sam citira članek, ki je prvi izraz poznoantična mala ledena doba tudi uvedel in že v naslovu pove, da je to obdobje od 536 do 660. Ne. Se pravi, ta podatek 300 do 700 je dobil od nekje drugje, ampak ni bil sposoben, to bi bilo tukaj kritično razmišljanje, ne, da če navedeš ta vir, boš tudi to letnico navedel. In sedaj, ja, žal mi črtice žal razmetala, zdaj isti stavek imamo tudi, se pravi, tisto je bilo nekritično razmišljanje, tukaj pa napaka pri sklepanju in tukaj nam zopet BARD in ChatGPT skušata povedati, da se je zaradi ohlajanja, zaradi slabega vremena, da je to sprožilo selitve v alpske regije. Vsak Evropejec in verjetno vsak zemljan za vsaj nekaj splošne izobrazbe povezuje Alpe z gorami, z hladno klimo in nihče ne bo sklepal, da se je zaradi ohlajanja sprožila selitev v Alpe. Ne. To je tipična taka napaka v sklepanju. In zdaj, zakaj prihaja do teh napak v sklepanju? Prihaja zato, ker te klepetalniki ne primerjajo različnih virov, sploh pa ne kritično, ampak povzamejo en vir. Recimo, če jih bomo vprašali, kje je najcenejša košarica, ne bojo šli primerjati kataloge Mercatorja, pa Sparra, pa Hoferja, ampak bojo pogledali poročilo vlade, kje je najcenejša košarica. To je pa ravno nasprotno tistemu, kar delamo raziskovalci. In tako, naprimer, tudi danes smo slišali, da praktično ne moremo ločiti vsebine, ki jo je kreiral klepetalnik od človeške, za znanost lahko. Tukaj je čisto kratek izsek prvih nekaj besed iz opisa klepetalnika, odgovora na naše vprašanje, kaj s temi migracijami, in odgovora od raziskovalca. Eden je migracija Slovanov je, drugi pa se začne z obstajajo 3 hipoteze. Naredili smo eno manjšo spletno anketo in ljudje so s precejšnjo zanesljivosti ločili med raziskovalcem, ki seveda začne z obstajajo 3 hipoteze in klepetalnikom, ki začne z dejstvom migracija je. Pričemer, to je, kot vidimo, Twitter anketa. Zakaj lahko Twitter anketa? Zato, ker edini pogoj, ki smo ga potrebovali od uporabnikov, je to, da so ljudje. Zato nam je vseeno, kdo na Twitterju je to odgovoril. Torej so ljudje, ki niso raziskovalci, ki niso arheologi in ki so imeli glede na Twitterjevo omejitev 25 znakov in so se odločili v več kot 2/3 pravilno. Se pravi, vsaj na tem področju je razlikovanje precej enostavno. Zdaj gremo naprej na pristranskosti. Tukaj je en graf, ki kaže citate, ki so jih vsi klepetalniki skupaj kot odgovor na to naše vprašanje dali in tukaj vidimo že na prvi pogled 2 stvari. Prva je ta, da je velika večina citatov starejših od leta 2005. To je znano iz uporabe spleta, da nam ponujajo vsi ti iskalniki, nam ponujajo najvišje rezultate, ki so najbolj citirani. Najbolj citirani rezultati, vsaj v humanistiki, pa so tisti, ki so najstarejši. In to je prva pristranskost. Torej. Tukaj sicer piše od 1971 naprej, ampak najstarejši citat je bil ponatis knjige iz leta 1895. Zdaj, ker smo z različnih ved, ampak kdor je vsaj blizu nekje antropologije, zgodovine, ve, da govoriti o migracijah z znanjem iz leta 1895 je pravzaprav nevarno. Ne? Danes ena tista knjiga, ki je bila takrat znanost, danes lahko povod za vojno.
No in druga stvar, ki jo tukaj vidimo, je, da je velika večina citatov v angleščini, torej modro angleški, oranžno nemški. Zakaj so pomembni ti nemški? Zato, ker nam povejo, da izbira jezika pri citatih ni bila pogojena s tem, da smo se mi s klepetalnikom po angleško pogovarjali, če ne, tudi teh nemških ne bi bilo, ampak je nekaj drugega odzadaj. In tudi, ko smo poskusili in smo vprašanje podali v slovenskem jeziku, smo dobili dva citata besedil v angleščini in enega v slovenščini, ki je bil pa halucinacija, ki ne obstaja. Tako. Torej, kaj zdaj lahko o pristranskosti povemo? Eno je jezikovna pristranskost. Kam nas to vodi? Veliki jeziki bodo še večji, manjši še manjši. Vprašanje prej ne, ko je bilo o slovenščini. Drugo je pristranskost citiranosti. Navajena so najbolj citirana dela. To vodi v konzervativnost in zastarelost te znanosti, ki jo te klepetalniki proizvajajo. Potem tretji je neokolonializem, torej globalni zahod povečuje intelektualni primat, torej tisti citati, ja, so bili napisani v angleškem jeziku, ampak nisem posebej omenil, ampak tudi knjige slovanskih avtorjev, prevedene v angleščino, ni bilo niti ene med temi citati, ne. To so knjige, ki so ameriški profesor, ki je izdal knjigo pri ameriški založbi in piše o Slovanih. To je, ja. Ampak zdaj te pomanjkljivosti nam, vsaj meni, se zdijo na meji šokantnega ali pa vsaj nekaj zelo negativnega, ampak take stvari se seveda pa zdaj pri teh klepetalnikih popravlja z human reinforcement, torej to morajo ljudje preverjati ta vprašanja in pravilne odgovore dajati. In lahko si mislite, kakšno imamo možnost, da bo OpenAI zaposlil 50 arheologov, ki so specializirani za zgodnji srednji vek Balkana, zato da bodo odpravili te pomanjkljivosti. Ne bo, ne. Te bodo ostale, recimo tiste velike pomanjkljivosti, spol, starost in te stvari, te se odpravljajo kar hitro in kar uspešno. Ampak te stvari pa bodo odpravljene šele, ko bo že umetna inteligenca sama popravljala umetno inteligenco, torej ko bomo prišli do agija, do splošne umetne inteligence. Torej v našem primeru se je potrdilo, da klepetalniki trenutne generacije odražajo in celo poglabljajo pristranskosti, ki so že prisotne na spletu. Odgovori so večji del ponavljali več desetletij stare hipoteze, napisane na globalnem zahodu, in znanstvene vsebine, no, saj to smo že v bistvu povedali, so konzervativne, zastarele, polne predsodkov ter intelektualnega kolonializma. Zakaj? Zakaj klepetalniki niso sposobni kreirati za izvirnih znanstvenih vsebin? Pa moramo vseeno dve podrobnosti o tem pogledati. Prvo je to, kar je pa pravzaprav že bilo danes omenjeno, tako da gremo lahko hitro. V preteklosti klepetalniki niso temeljili na LLM-u, ne. En zadnjih takih velikih klepetalnikov, ki ne temelji na LLM-u, je Siri od Appla, ki bo do prihodnjega septembra še vedno ni na velikem modelu. In v prihodnosti ne bodo temeljili več samo na jezikovnih modelih, ampak trenutno pa ja. In zato se trenutno jezikovni modeli, LLM in klepetalnik uporablja kot sopomenka, ampak to ni, in zato, da bomo razumeli nadaljevanje, moramo to dvoje ločiti. Mimi nam je delovanje sicer že predstavila, pa bomo čisto na kratko ponovili, ne, kako izgleda. Torej, začne se življenje klepetalnika s tem, da vsrka veliko število besedil, torej spletni korpusi knjige, in potem gre ta predpriprava oziroma pre-training, tisti P v GPT-ju, jezikovnega modela nevronske mreže, in ker ni dovolj napisanega besedila v zgodovini človeštva, da bi to izvedli, potrebujemo model tega, ne, potrebujemo neke formule, ki bodo iz manjšega števila podatkov naredila. In kaj zdaj ta velik jezikovni model pomeni, smo si tudi že pogledali, ne, pri ChatGPT-4, 1800 trilijonov parametrov. Torej vsaka beseda, ki jo mi vtipkamo, gre skozi 1800 trilijonov malih računskih operacij, preden pride nazaj do nas. Ni čisto, ampak ne bomo se zdaj v podrobnosti. In potem sledi to, kar sem omenil,
učenje z ojačitvami na podlagu povratnih informacij ljudi, to je to, kjer te halucinacije in pristranskosti zmanjšujemo, in zdaj smo dobili klepetalnik in seveda v njega vložimo, upišemo svoj tekst, ta tekst se žetonizira, tokenization, se spremeni v te žetone, tokene, ki so običajno v povprečju tam nekje 2 ta žetona na eno besedo pride. To mreži omogoči zagon vsebine in sedaj lahko veliki, se pravi jezikovni model LLM, ustvari besedilo z razvrščanjem potencialnih naslednjih žetonov, saj to je Mimi odlično pokazala, in pri tem razvrščanju se upošteva kontekst, torej pri vsakem ne gleda samo prejšnjega žetona, ampak kontekst, velikost tega konteksta je odvisna od modela, in vnaša naključnost, da prepreči ponavljajoče nekreativne rezultate. To je tisto, kar je omogočilo to eksplozijo, ampak nas pa moti. Bomo o tem še več povej. In ukaz zdaj steče skozi vse parametre, za vsak žeton, ampak brez zank samo enkrat. Ustvarjeno besedilo tako uspešno posnema vsebino, ki se drži, in s tem smo dobili klepetalnik. In kot se zdaj že vemo, kam pa Staco moli, ključna šibkost teh klepetalnikov je, da ne uporablja zanke, zato ni sposoben reševanja zapletenih problemov in ne more ustvariti novega znanja. Zdaj to lažje ali pa morda si to lažje razumemo, saj jaz si tako lažje predstavljam, če si pogledamo to tako imenovano Akohovo piramido znanja, ki razdeli to, čemur pogovorno rečemo podatke, v surove podatke. To je tipičen primer surovega podatka, je tisto, kar, ko merimo z neko napravo, kar so meritve, ko so v tej napravi. Naslednji korak so osmišljeni podatki, informacije, to je, ko imamo enkrat mi pred sabo, na primer Excelovo razpredelnico, ki ima stolpce in vrstice, to je informacija. Sledi znanje, to je tisto, kar je naš posel tukaj, vseh nas tukaj, to je recimo znanstveni članek. In potem sledi modrost, ki naj bi odgovorila na vprašanje zakaj, ki se zgodi po tem, ko smo mi članek napisali, in po tem, ko je klepetalnik generiral vsebino, kadar se pač zgodi, in nas na tej točki niti ne zanima. Ključno za nas je, kot zdaj že razumemo, da klepetalniki delajo samo na nivoju znanja. Torej, vnos so besedila, kar dobimo ven, so besedila, torej delajo samo na nivoju znanja. In zato jezikovni modeli ne morejo ustvariti novega znanja, ampak lahko pa mi izdelamo, možno pa je izdelati klepetalnik, ki pa je tega zmožen. Kako? Dodati mu je treba funkcijo, da se lahko konzultira, da lahko se posvetuje z tako strukturiranimi podatki, kot da lahko izvaja računske algoritme in ima dostop do real-time data, do sprotnih podatkov, torej spleta, in to ponavlja. To je zdaj ključno ta zanka, to ponavlja. Saj potem bomo videli na praktičnem primeru, kako je ta zanka ključna za vse skupaj. No, to je bilo zdaj, s tem smo prišli do konca predstavitve tistega, kar smo midva v članku napisala. Članek je šel 13. oktobra in to so ena zaključna misel iz te študije objave. Naši rezultati veljajo za stanje v 3. četrtletju leta 2023. Zaključimo lahko, da so veliki jezikovni modeli sicer revolucionarno spremenili ustvarjanje vsebin, vendar je njihova zmožnost ustvarjanja izvirnih znanstvenih prispevkov na področju humanistike še vedno omejena. Pričakujemo, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo, saj se bodo sedanji klepetalniki, ki temeljijo na LLM-ih, razvili v programsko opremo, ki jo poganjajo LLM-i. To je bilo torej pred 2 meseci in danes vam bo pa Edisa predstavila, kje smo danes. Jaz sem si veliko posnela, ker Beni je tak klepetalnik, jaz sem pa nasprotno, jih ne maram govoriti. Jaz bi vam rada predstavila eden od načinov uporabe AI chatbota za analizo podatkov, in sicer gre za zbirko Arkas. Zbirka Arkas je ena podatkovna zbirka, ki jo imamo na oddelku za, se pravi na IZA, ki ga imamo arheologi tukaj in uporabljamo in tudi razvijamo.
No, moja naloga je to bila postaviti na novo, pa bom malo pokazala skozi korake. Vse moji kolegi so že to nekaj videli, jaz prav veliko zdaj od novembra nisem prav veliko delala na tem, tako da no, se pravi, gre torej za zbirko arheoloških najdišč. In sicer gre za zbirko, to je pomembno povedati, ne, ki jo vzdržujejo tukaj že 30 let, ne. Se pravi, to so podatki, ki so bili zbirani skupaj 30 let, ne. To je pomembno izpostaviti, da je bilo veliko dela narejeno, ne. In to smo potem, v aprilu sem to prenovila in postavila na dve nizkokodni platformi, sicer ena je Caspio in pa Argis. Verjetno kakšni poznate te stvari, no, predvsem Argis, no. Tukaj na ZRC tega veliko uporabljate. In tudi pri tem se uporablja tudi programsko kodo, ki jo je generiral tudi sam ChatGPT. In potem je prišel OpenAI, je potem novembra predstavil novo storitev GPTs, klepetalnik pomeri, ne. To je vaš zasebni klepetalnik, ne. In s to storitvijo potem ustvarimo prilagojeno različico ChatGPT-ja, ki združuje navodila, dodatno znanje in katerokoli kombinacijo spretnosti, kar imenujejo tako imenovani RAG, Retrieval Augmented Generation. No, s to tehnologijo sva izdelala pilotni klepetalnik, se pravi Arkas AI, ki omogoča klepet s podatkovno zbirko Arkas 2.0. No, ko se vključimo v ta klepetalnik, nas pričaka že en ta znani vmesnik, ki predlaga tudi neka vprašanja, ne, se pravi, kaj želiš, kaj vprašati, ne, je že tako pameten, ne. In pomembno je to povedati, da s klepetalnikom, se pravi, s podatki in s klepetalnikom komuniciramo v kateremkoli jeziku, čeprav podatki so v slovenščini, ne. In pokazala bom video, kaj se je v bistvu dogajalo, ne. In najprej bomo klepetalnik vprašali o najdišču Emona, nato v nemškem jeziku ga bomo vprašali nekaj o najdišču divje babe in zatem v angleškem jeziku ga bomo vprašali po eni statističnem podatku o številu najdišč v določeni regiji. In potem je nekaj napisal, odgovor o Emoni je bil soliden, razen ene slovnično napako imel. In ključno je to, da je temeljil na opisu naše zbirke, tudi odgovor potem, ki ga je dal o divjih babah, je bil natančen. Že preskočil, No, na dve vprašanji smo dobili relevanten odgovor, ki temelji na podatkih iz zbirke Arkas 2.0. Se pravi, in tudi sama odgovora sta bila generirana in podana v istem jeziku kot vprašanji. Zapletlo se mu je malo, ker sem ga pomotoma vprašala po jugovzhodni namesto jugovzhodni regiji in klepetalnik Arkas AI je nastavljen tako, da pač ni odgovoril, ampak me je obvestil o napaki, a ne. Stupid me, ne. In potem sem ponovila vprašanje s pravilno frazo o jugovzhodni Sloveniji. In potem tukaj na tem mestu zdaj gledamo pospešen posnetek, v resnici kompleksna izvedba. To malo dlje traja, kot tukaj kaže, no, ampak ker smo s časom zelo natesno. In sem dobila odgovor 304 in to znanje, se pravi, v tej zbirki to znanje ni bilo podano, ne. On je v bistvu jo je pridobil za analizo te moje podatkovne zbirke, ki sem jo dala noter, ne. In to sem šla potem preveriti, ne, če je to res. Sem upala, da se je zmotil, ampak se ni, ne. Je bilo pravilno, ne. Potem večkrat mi uporabljamo tukaj pri svojemu delu, ne, se pravi, s temi seznami literaturi se borimo, ne,
in sem ga zaprosila za seznam literature srednjeveških grobišč iz Bleda. To je zapletena pač poizvedba, ki se pravi, tukaj mora iskati po ločenih tabelah. Gre v bistvu ta tako imenovani tradicionalni relacijski v tradicionalnih relacijskih podatkovnih zbirkah je bil to tako imenovan problem z mnogimi in rešitev je bila potem dodatna povezovalna tabela. Tam sem na hitro. No, pa bomo videli, če bo kos tej nalogi. Se pravi, navodilo v klepetalniku bo: naštej zgodnjo srednjeveška grobišča na Bledu in nato izpiši literaturo. Za izpis literature smo dali zglede in jih kopirali z navodili iz Arheološkega vestnika. Zdaj kažem. Tukaj prikazuje že kodo, ki on sam generira in dela poizvedbo po naših podatkih, se pravi, že seznam najdišč, že išče literaturo. Nekaj novih navodil. Se pravi, ta klepetalnik se pravi, ko zanimamo časa to v detalji gledati, ampak je opravil to nalogo z odliko, format, prosila sem pač malo drugačen format literature, kar smo dali tudi navodilo, ne. In potem za konec sem Alka Sejaj zaprosila še za zemljevid železnodobnih najdišč. Vsi, ki se ukvarjate z GIS-om, veste, da to je bila ena taka mukotrpna zadeva, no, in vzela veliko časa. No, zdaj pa to takole izgleda, no, tako da malo se krega še s tabo, ampak pa imate več časa za pisanje pa delanje kaj druge. In je naredil in je pravilno, no, tako da sem šla pogledat, no. Tako da to je bil moj klepet z bazo, Beni vam bo pokazal nekaj drugega. Zdaj pa še en lokalni klepetalnik, torej večkrat smo danes omenjali o probleme z deljenjem podatkov, torej da, vsak prompt, ki ga mi vtipkamo in vsak odgovor gre v bazen podatkov, v data pool, ki ga nadzira in zase drži samo OpenAI. Torej, ja, to je najslabši scenarij za deliti neke podatke, za katere nimamo pravice. Torej, ne samo, da so šli ven, ampak šli so eni korporaciji. In zato, zakaj lokalni klepetalniki? Zato so vse bolj priljubljeni lokalni klepetalniki. V primeru Arkas AI-ja je recimo zaželeno, da grejo naši podatki kamorkoli, ker se trudimo že desetletja, da bi bili čim bolj javni in čim bolj dostopni in čim bolj najdljivi, ne. Drugače pa imamo pa številne drugačne primere in recimo kot primer sva si izbrala najino digitalno knjižnico, ki vsebuje članke, za katere nimava pravic, da bi jih javno distribuirali, ne. Lokalni klepetalnik torej deluje na našem računalniku brez povezave na internet, podatkov ni potrebno deliti. To prinaša sicer nekatere izzive, kot so bolj zahtevna namestitev, manj zmogljiv jezikovni model in potrebujemo soliden računalnik. Midva sva izbrala odprtokodno platformo GPT4All, ki trenutno edina omogoča povezavo z lastnimi podatki. Kot najboljši izmed jezikovnih modelov, ki so na izbiro, se je izkazal model Hermes 2, ki je speljanka iz modela Llama 2 in ima 13 milijard parametrov, ne, za razliko od 1800 trilijonov parametrov, ki jih ima GPT-4. Lokalni podatki pa so zbirka 1122 člankov na temo arheološkega liderja. Zdaj tole sem prej dodal, ker je bilo tako eksplicitno izpostavljeno. Prednost
za znanost so pri teh lokalnih tudi fine nastavitve. Torej, mi lahko nastavimo odstotek naključnosti in lahko damo ta odstotek nič, to se imenuje temperatura, in bomo na isto vprašanje vedno dobili isti odgovor. To je tisto, kar je seveda smrt za splošne klepetalnike, ampak za nas, za znanost, pa nekaj odličnega. Torej, zdaj pa je preverljivo. In lahko nastavimo tudi kreativnost besedila tako, da jo zopet zminimaliziramo, tako da bomo dobili v končni fazi pravzaprav samo še dobesedne navedke, če želimo, če tako želimo, ne. Se pravi, dodatna prednost tega so te dodatne. Klepetalniku smo potem zastavili 3 vprašanja in tukaj malo drugače izgleda vse skupaj, ja, ampak da vidim, če lahko film preskočim. Torej, odgovora na prvi zahtevni vprašanji, za katera je bilo potrebno združiti več virov, nista bila natančna, rezultat so pač trenutne tehnične omejitve. Odgovor na zadnje konkretno vprašanje pa je bil kar zadovoljiv in kar pomeni, da smo zdaj že prišli v to fazo, ne. Tisto fazo, ko sva jo tako dalekoumno oktobra prikazovala, takrat so bili na OpenAI že v beta testiranju, ne. Zakaj je zdaj to pomembno? Prej smo rekli, da jezikovni modeli delajo samo na nivoju znanja, zdaj smo pa dobili tisto, ko se je pojavljalo, ko je Edisa kazala, ko je kod opisal, to so bile zanke, ne. Ni šlo, recimo naše koordinate so z vejico, ni šlo, je spremenil, je poskusil, imel je zanke. To je zdaj ključno, torej ta klepetalnik pa že dela tudi z informacijami. Nam ostanejo wisdom, to je v parlamentu razlagati, zakaj je to potrebno, in data, torej delo z podatki. Ja, in zdaj lahko delamo stvari, ki so jih prej pač data analyst, ki so jih potem podatkovni analitiki delali, in kar je zdaj pomembno tukaj za nas na ZRC-ju je, da je koncept digitalne podatkovne zbirke se je nenadoma povsem spremenil in je potreben nov premislek, kdaj in za kakšen namen sploh potrebujemo strukturirano podatkovno zbirko. So potrebne, ampak ne več vedno. Pač, s tem smo že govorili. Ja, lokalni klepetalniki sicer zaostajajo v razvoju, ampak tudi tukaj pričakujemo napredek. Zagotovo bo lokalna knjižnica postala dovolj uporabna za redno delo, morda že v letu 2024. Hvala, to je bilo to. Res nisem vedel, kaj naj povem za konec, zato sem prosil seveda ChatGPT 3.5, naj mi napiše predlog zaključnih besed. Takole, spoštovani udeleženci, hvala vam za vašo prisotnost na konferenci o generativnih modelih umetne inteligence. Verjamem, da smo skupaj odkrili navdihujoče ideje. Nadaljujmo z izmenjavo znanja in soustvarjanjem inovacij. Hvala in srečno vam želim v prihodnjih projektih. Ampak, ker se mi je ta odgovor zdel res tako sterilen, in nečloveški, sem želel vseeno dodati še par besed. Kar si osebno želim, pa tudi če so to halucinacije, če niso zgolj sanje, je, da ZRC SAZU postane morda celo vodilni center na razvoju humane umetne inteligence in tehnologij po meri ljudi. Jaz mislim, da je to za vse nas velik izziv, kako sodelovati z inženirji, z naravoslovci, z računalničarji, kako sploh sodelovati med sabo pravzaprav. In jaz upam, da bo v prihodnje sodelovanja med inštituti, in tudi zunaj naše ustanove več in da bomo morda nekoč v prihodnosti imeli ali pa postali nek tak center, kot ga ima recimo Stanford, ki se mu reče prav center za humano umetno inteligenco, ki ga vodi fizičarka, zanimivo, Fei Li. Tako da upam, da gremo tja in za konec še hvala lepa Mimi Urbanc, ki je sklicala tale posvet in nas brala v tem prostoru. Upam, da gremo naprej v boljšo
bolj humano prihodnost in da ne bomo zgolj orodja umetne inteligence, ampak da bo morda umetna inteligenca še vedno naše orodje. Pa se opravičujem za uporabo te besede, orodja. Hvala vsem in dober tek, če greste na kosilo, seveda.